Najbrž se nekateri starejši spomnite, kako smo imeli včasih ta novoletna romanja za upanje in mir bolj številčna. In tam 88. ali 89. leta je bilo to novoletno romanje v Londonu. In sam sem takrat stanoval pri eni profesorici angleške književnosti, bila je malo starejša, kot sem jaz sedaj. Zaprav upravičeno mislim, da je najbrž že šla k Gospodu. In ko smo se pogovarjali, smo ji razložili, ker ona je bila prepričana, da smo z Jugoslavije. Smo ji dopovedovali, da smo iz Slovenije in da Slovenci želimo imeti samostojno državo. In je rekla, ja, koliko vas? Jaz sem rekel tako, slabih 2 milijona. Je rekla, nimate perspektive, da bi imeli svojo državo. Glejte, 33 let jo imamo. In nimamo samo državo, imamo tudi demokracijo. In smo člani že 20 let Evropske unije in Severnoatlantskega zavezništva, hvala Bogu, ker to je branik tudi navznoter, zato da lahko živimo demokracijo in samostojnost, tako stvari kažejo. In smo premalo hvaležni vsem tistim, ki so za samostojno življenje naredili vse, kar je bilo v tistem trenutku potrebno. Od tistih na najvišjem položaju do tistih, ki ste doma molili in molili za to, da vaši sinovi ne bi izgubili življenja, ga darovali za domovino. Vsak je moral narediti svoje in zato jo imamo že 33 let. In torej toliko let, ko bi morala biti zgodba tako polna, na višku. Morda smo malo opešali vmes. Opešali vsi kot posamezniki, kot skupnosti, morda tudi kot cerkev. In je čas, da ob 33-letnici naredimo vsak izmed nas zopet temeljno odločitev, da Slovenije ne damo, da demokracije ne damo, da bomo vse naredili, da bo v tej državi prostor za vse, za nerojene, za mlade, za starejše, za bolne, za onemogle, da bomo vsi imeli v tej državi prostor, tudi tisti, ki bodo prišli k nam. Ampak da bo najprej prostor tukaj za nas in da bomo ponosni na svojo državo, svoj jezik, svojo kulturo, svojo vero. Ker vsi, ki v Sloveniji živijo in ko se bomo živimo, se bomo nekoč srečali z Bogom, ne samo Slovenci. Nas bo Bog vprašal slovensko. Nas ne bo vprašal ne angleško, ne hrvaško, ne nemško, ne italijansko, ampak slovensko. In gorje, če mi, naši otroci, naši vnuki in ljudje, ki prihajajo k nam, ne bodo znali mu slovensko odgovoriti. Velik feler bo, bi rekli mladi, ne? Da se malo poigram, kako hitro zginje naš jezik. Zato srčno, s ponosom in živo vero zmolimo to Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo prosti greha, da bomo v tvoji moči premagovali nemir in skušnjave, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej, prosimo, na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Kot kristjani, sestre in bratje, nikoli ne želimo sodelovati z zlom. In nikoli ne smemo zla opravičevati in s prstom kazati na zlo, ki so ga povzročili drugi. Vsako zlo je zlo. Storjeno pod tudi križem, ampak kljubastim križem, pod faskom, pod zvezdo.
In mi se ne naslajamo nad drugimi tako, da bi upravičevali svoje zlo, da bi s prstom kazali na druge, ker vedno, ker s prstom kažem na druge, vsaj eni trije gledajo proti meni. In to je slabo. Je slabo za narod, je slabo za mene, slabo za kogarkoli. In ker želimo v ta svet prinašati resnico. Resnica pa edina osvobaja. S tiskom drugemu podelimo, se spodbudimo k tej poti resnice in dovolimo, da med nami zavlada Kristusov mir. Mir s teboj.